sem že pozabil, kako fino je med gnečo avtomobilskega salona. Pa še pravega sem izbral, ker tale v Pekingu je v bistvu zdaj s 380.000 kvadratnimi metri največji na svetu. Tako da se bo treba kar podvizati, pa nekje tekom dneva moram najti Mateja, da bo sploh uspela vse skupaj posneti. Joj. Začenjam pa pri Hončiju, ki ima precej veliko razstavišče in razstavljenih kup nenavadnih avtomobilov, od luksuznega avtobusa na vodik pa do superšportnika in celo do letečega avtomobila. Ampak za nas so v bistvu bolj zanimivi tisti modeli, ki bodo dejansko na prodaj na slovenskih cestah. Prvi je križanec EHS5, gre za električni križanec, ki je v bistvu že na voljo v Sloveniji. Zadnjič smo v tovarni videli nekoliko manjšega EHS4, pa ga tam nisem smel posneti in tudi tukaj ga ne vidim, ampak tudi ta pride vsak čas v Slovenijo, bo pa to najmanjši, najcenejši Honči sploh, tudi na elektriko. No, tukaj za mano je pa prestižna limuzina H9, zdaj v povsem novi generaciji. Tudi ta pride k nam, ampak malo kasneje, ko bo na voljo priključno hibridna različica. Ta še ni. No, pa da ne pozabim, uvoznik se trudi, da bi k nam pripeljal tudi tole. Tole je pa model Goja, to je pa v bistvu največ, kar ponujajo pri Hončiju, totalen luksus. Na voljo s 3.0 pa 4.0 motori, prije pa tudi priključen hibrid. Tam zadaj imajo pa še limuzino, v kateri se vozi predsednik Xi. Evo, hitim, ker bo vsak čas tiskovna konferenca, ampak izkoriščam ta čas zato, ker toliko prosto tega avtomobila sigurno ne bom uspel več videti, bo vedno okrog njega gruča ljudi. Sem bil pa na začetku malo zmeden, ker sem rekel, ta avto pa poznam, to je Jutur, ampak ne, zdaj ima drugačno oznako. Tudi ta tukaj na avtu ni prava, ker zadaj piše V6, pa nima 6-valnega motorja. Pri nas bo to po novem Taycan 7. Ne Taycan, ni Porsche, Taycan 7. Zdaj so se odločili, da bodo poenotili imena, tako da pride tudi Taycan 5. Ta bo pa zamenjava za električni T5 Evo Friday. Torej, Taycan 5 je T5 Evo Friday, Taycan 7 Jutur. Ford in Taycan 5 vam ne morem pokazati, ker ga tukaj nimajo razstavljenega, je bil baje predstavljen že na enem drugem salonu in ga zato tukaj niso. So pa predstavili tega pa poznamo, a ne? Tole je zdaj malo prenovljena, pa malo lepše zašiljena različica M-Hirota. Zdaj po novem ni samo električen, ampak REEV, torej s podaljševalnikom dosega. Evo, en dokaz, da je na salonih zelo težko snemati. Bajk BJ30. Tole je bajk BJ40. Nedolgo nazaj ste v eni od naših oddaj lahko videli malo manjši model BJ30, pa se mi je že tisti zdel terensko kar precej zanimiv, nasploh mi je bil zelo všeč, no tole je pa bojda terensko veliko bolj resen stroj. Stoji na šasiji, pogon je 4-kolesni priklopljiv, nekateri paketi opreme imajo celo zapore diferencialov, glede motorjev pa zaenkrat težko rečem, na tem piše E, kar pomeni, da je električni, sem pa ujel nekje podatke, da v bistvu so tudi 2-litrski motori pod pokrovom lahko, oziroma da je en 2-litrski motor pod pokrovom. Takšnega imajo tudi baje že v Ljubljani, tako da ga bomo kmalu lahko preizkusili. Še ena bajkova znamka se mi zdi zelo zanimiva, evo jo pokažem, sicer Arch Fox. Pri nas bo zanimiv najmanjši model T1, pa ga tukaj žal ne vidim. Gre za znamko z električnimi avtomobili, no tale njihov S3 je pa posebej zanimiv zato, ker ponuja zamenjavo baterij. Ta traja 99 sekund, kar pomeni, da polnjenja potencialno lahko odpadejo. Sicer to ni prvič, da je ta ideja prišla v prakso, tudi če kakšna druga znamka ponuja takšno tehnologijo. No, ampak vidim, da je zanimanja očitno zelo veliko, ker je gneča non-stop tukaj. Kdaj se bo znamka Arch Fox začela prodajati pri nas, je pa odvisno veliko od tega, kdaj se bo zagnala proizvodnja v sosednjem Gradcu, v Magnini tovarni, ker bodo potem carine manjše, cene pa lahko bolj konkurenčne. Aha, ta sta pa zelo resna.